Vsako leto propade ogromno podjetij in naj ne bo tudi tvoje eno izmed njih. Zato poskrbi za 3 glavne stebre, ki bodo naredili tvoje podjetje še bolj uspešno. Trije razlogi, zakaj podjetja propadajo, so: prvi, premalo strank. Torej, če imaš premalo strank, enostavno ne moreš preživeti na dolgi rok. Drugi so premalo dobička, kar pomeni, da podjetje pač enostavno ne more preživeti, zaradi tega, ker ima previsoke stroške, sploh na dolgi rok. In pa tretji razlog so, da je fokusirano samo na en vir dohodkov, kar je lahko precej kritično in se je že zdaj izkazalo kot zelo pomembno. Torej, vsako podjetje je fino, da nima samo enega vira dohodkov. Zato je pomembno, da poskrbiš za vse 3 glavne stebre tvojega podjetja. In v tem videu delim s tabo vse te 3 stebre, na koncu pa imam zate še bonus formulo za določanje glavnih ciljev tvojega podjetja. Tako da poglej video do konca. Prvi steber so prihodki. Torej, vsako podjetje mora imeti prihodke. Če nima prihodkov, potem verjetno gre za nek bolj hobi. In fino je, da se ne fokusiraš samo na en vir dohodkov. Da imaš več virov, seveda tega ne sme biti preveč, da se potem razpršiš, ampak da imaš mogoče 2 ali pa 3 vire dohodkov, iz katerih dobivaš redne dohodke za svoj posel. Zdaj, to je lahko delo 1 na 1. To so lahko kakšni mentorski programi ali pa kakšne mesečne seanse oziroma vadbe, naprimer joge ali kaj podobnega. Torej, fino je, da premisliš, kako lahko na različne načine pridobiš dohodke. Idealno je, če je kateri izmed teh dohodkov tudi pasivni. To je lahko recimo prodaja knjige, kjer knjigo enkrat napišeš in jo potem iz nje redno mesečno dobivaš neke pasivne dohodke. To mogoče sicer ne bo zelo ogromno, veliko, ampak lahko je pa več teh manjših pasivnih dohodkov, ki ti pomagajo pri samih dohodkih. Drugi pomemben steber so prepoznavnost. Prepoznavnost tvojega podjetja oziroma tvojega brenda. Zdaj, ne glede na to, kako super so tvoje storitve ali produkti, ki jih ponujaš, če te nihče ne pozna, boš težko pomagal oziroma pomagala komurkoli in preživela. Zato je prepoznavnost tvojega brenda oziroma podjetja in tvoje ponudbe ključnega pomena. Zato je fino, da poskrbiš in gradiš svojo prepoznavnost na vsakem koraku. Od svoje vizualne podobe, na prisotnosti na družabnih omrežjih, pa seveda zelo učinkovito je tudi, če imaš svojo mailing listo. Tretji pomemben steber je učinkovitost. Učinkovitost je v tvojem podjetju zelo pomembna. Če si mogoče še sedaj na kaki začetni točki, mogoče rečeš, ok, vse lahko naredim sam, vse lahko naredim ročno, nič ni treba avtomatizirati, ampak tukaj je ena zelo velika napaka, ki jo podjetniki na začetni poti velikokrat naredijo. Če ne gradiš svojega posla čim bolj učinkovito, avtomatiziraš vse, kar je možno, bo potem, ko dobiš naval strank, ko začnejo k tebi prihajati stranke, enostavno ne moreš potem tega sfolgati. In iti takrat, ko imaš stranke, se ukvarjati z tvojo učinkovitostjo in kako lahko svoj proces poenostaviš in avtomatiziraš, je v bistvu ena velika napaka. Zato ti priporočam, da za učinkovitost v bistvu skrbiš vse skozi. Vedno se sprašuješ, kaj lahko poenostaviš, kaj lahko mogoče delegiraš, kaj lahko avtomatiziraš in kako lahko narediš svoj posel čim bolj lean. S tem, ko je tvoj posel tudi veliko bolj učinkovit, je seveda tudi profit veliko večji, kar pomeni, da lahko ta profit potem nameniš za kakšne druge projekte, mogoče za kakšen dodatni razvoj, nakup kakšne dodatne opreme ali izboljšaš uporabniško izkušnjo. Torej, obljubila sem ti tudi bonus in sicer formulo za določanje ciljev. In sicer cilji, ki jih zastaviš za vse te 3 stebre, seveda se ne lotiš mogoče vseh naenkrat. Za vsak ta steber si določiš, ti priporočam najprej, da narediš en tak brainstorm in zbereš čisto vse ideje, ki bi bile primerne za pridobivanje novih prihodkov, za širjenje prepoznavnosti, torej na kakšen način lahko prepoznavnost širiš in kako lahko narediš svoje podjetje še bolj učinkovito. In ko zbereš vse te ideje, se za vsako to idejo vprašaj, kako zelo si jo želiš. Če odmisliš vse ovire, vse zakaj bi lahko in kaj, samo sebe vprašaj, kako zelo si ti to želiš uresničiti. In oceni od 0 do 10. 0 pomeni, da si sploh ne želiš, 10, da si želiš zelo. Potem naslednje vprašanje
za vsako idejo je, kako je to izvedljivo. Torej, iz časovnega vidika, iz finančnega vidika, pa iz tvojih sposobnosti. Torej, kako je to izvedljivo, da to narediš. In spet oceni od nič vsako idejo, torej od nič do 10. Nič popolnoma neizvedljivo, 10 popolnoma izvedljivo. In sedaj seštej za vsako idejo in izberi tiste, ki imajo največji seštevek. Med temi, ki imajo največji seštevek, pa še poglej, a je to kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni cilj. In potem izberi tiste, ki so za kratkoročni cilj. In to je ena odlična formula, ki ti lahko pomaga, da lažje izbereš cilje, ki jih je najbolj smiselno se lotiti najprej. Če ti je bil ta video všeč, potem te vabim, da se prijaviš oziroma subscribeš na moj kanal in ne zamudiš naslednje zanimive vsebine.